Zdaj bomo cukre merili. Dobro jutro. Jutranji raport je mimo, kam gremo zdaj? Na varovalni oddelek. Ok. O, gospa Frančiška, a bo tabletke vzele? Se mi zdi pa, da vseeno, ko vas opazujem, da si pa najdete čas za neko to komunikacijo oziroma za neko to... Če bi imel več cajta, bi rabili pol manj tablet, vam jaz povem. Dobro jutro. Tu je vse na hiter. Ona gospa tam prej, ko sem bila, pač zdaj lahko si spadem, ne vem, da se nič ne zmeni za eno, mi jo poznamo. In tam bi imela veliko tablet še, pa še kaj dobila, če mi ne bi vsaj kakšne lepe besede rekli. Mogoče bi imela pa še kakšno manj, če bi še kakšno več rekli. Psihično sem prepričana, tudi obremenjeni, vendar o tem sami niti ne potožijo prav zelo. Zanimivo pa je, da opozarjajo na stisko stanovalcev. Torej so delavke opozarjajo na stisko stanovalcev, ki bi potrebovali tudi več ene tople besede, več ene podpore, predvsem v primeru nekih paliativnih obravnav terminalnih stanj. Tule pojesti pa bo takoj boljši. Bo boljši, lepši dan. Pa bo ob 8 na 3 koncih. Nemogoče. Verjetno bi si želeli imeti več sodelavk oziroma sodelavcev, Ja, ne? absolutno bi mogli imeti, ne. Mislim, kadra bi mogla biti razporejena, ne vem, tle ena prva etaža, pa bi mogla biti ena gor povrh 3-4, pa da imaš eno v rezervi, da ti gre v jedilnico konec tedna za praznike, pa imaš urgenco, pa imaš vse 3-krat urgenco, pa vse 3 konce zdravila talati. V bistvu skačete cel cajt. Ne gre. Se sploh prijavljajo ljudje? Ne, na te razpise pri nas se ne javljajo več. Mi, kadar smo zdaj dobili v zadnjem letu iz Bosne, iz Makedonije, jih zaposlimo pač na eno nižjo delovno mesto in potem poskušamo papirologijo naprej urejati, ko so ti ljudje že zaposleni v našem domu. Koliko časa ste vi zaposlena tukaj? 27 let. 27 let že delate prav v tem domu? V tem domu. Res jim je več časa za človeka. Manj nekih protokolov, mislim, da so ljudje bili lih tako obravnavani, vse narejeno za njih, ampak je bilo pač nekih smernicah, ne vem, ti vzame ogromen cajta. To pa pospravljamo pač. Sploh ni časa verjetno, ne? Vmes? Ne. Zdaj grem pelat po tolake tukaj. Da si ne moš prvo, da jim rečeš adijo, če ti vsaj kakšno roko da. Tudi na nižje standarde človek pol pristane, ne, verjetno. Standarde v smislu, da... Nažalost. Ja. Prid malo dnenko. Bom prša, sem zadnji. Prva šansa, kaj bo, jel? Kadrovski normativi za zdravstveni del praktično z res majhnimi spremembami ostajajo že 20 let enaki. In so seveda zastareli. Od države pričakujemo, da jasno ve, kakšne so potrebe. Se pravi, da na podlagi potreb prebivalstva pripravi javno mrežo. Na podlagi javne mreže pa pripravi potrebe po kadru. To mora vedeti država, koliko kadra bo ta sektor potreboval. Kako ste spala? A ste spala po noč? Ja. Ob 9 imate... So pa ti meritve, če je običajno teh vitalnih funkcij. Pol, če imaš kakšne bone, pač moraš okoli njih rešiti toliko več. To je pol nekje do 10 imaš cajt, če ni moten, kar pačiva ne roka, a ne? V bistvu deluje sistem tako kot zdravstveni sistem, tudi sistem institucionalnega varstva deluje dejansko samo še na etiki zaposlenih, ki v tem sistemu delujemo. Še enkrat bi se odločili za ta isti poklic. Zakaj? Pa ne diplomirana sestra. Zato, ker mi je dobro delati z ljudmi. Kljub vsem naporom in stanju, ki ga vidimo v domovih za starejše. Saj si moraš nekaj najti, da se sprostiš. Jaz vem, da dam v sranje cujne, imam 2 psa, gremo. Pa je svet lep.